Hvala danes, ker ste vsi z nami, ker sem mislila, da nas bo še več, ker se obeta napoved ene novosti. In bom danes prepustila uvodno besedo kar naši poznani Brigiti Kosi. Brigita, živjo. Živijo, en lep pozdrav čisto vsem na vseh koncih Slovenije. Jaz sem iskreno res navdušena nad možnostmi, ki nam jih ponuja tehnologija, in mislim, da je Zoom kavica ena od odličnih načinov, kako smo to uporabili, da ostajamo povezani že kar nekaj časa. Današnja Zoom kavica je res prelomna, tako kot si rekla, Nika. Prelomna je zato, ker je začetek nove sezone. Prelomna je pa tudi zato, ker se menja moderator Zoom kavice. Dušan se od nas poslavlja, čeprav Dušan, upam, da nas boš še vedno kdaj spremljal. Absolutno, Ja, absolutno. hvala ti. Hvala. V vlogi moderatorke se bo pa preizkusila Nika, Nika Pajek. Tako da uvod današnje Zoom kavice bo namenjen temu, da malo bolje spoznamo tebe, Nika. Se strinjaš, da ti zastavim nekaj vprašanj? Jaz sem pripravljena, upam, da ne bova izčrpni, da boš kratka. Prosim, izvolite. Nika, rojena si novembra leta 1977 v Ljubljani, sicer Dolenjka. Po Drži. končani osnovni šoli si maturirala na gimnaziji. Vedno te je zanimalo in navduševalo zdravstvo, zato si želela nadaljevati visokošolski študij na zdravstveni fakulteti Univerze v Ljubljani. Je tako? Drži. Kako je šla dalje tvoja pot? Ja, Brigita, moja neslavna zgodba je potem šla nekako takole. Jaz nisem bila sprejeta na babištvo na zdravstveni fakultete v Ljubljani, pa sem potem nadaljevala študij na pedagoški fakulteti, smer biologija gospodinjstvo, ampak sem študij po 2 letih zaradi zaposlitve opustila. In zdaj sem zračunala, da je 17 let od takrat, ko sem obesila študij na klin, in mi je še danes žal, da ga nisem končala, a ne? To je Dobro. nekako moj življenjepis. Hvala za to, kar si delila z nami. Ampak daj nam mogoče povej še kakšno besedo o tem, kdo pa je Nika? Povej kaj o sebi. Jaz sem zase mislim, da sem zelo poštena, sočutna in pa redoljubna oseba. Narejena sem za živeti samostojno, brez nekih bergel. Zelo rada učim in sem zgled, pa tudi rada sebe učim. Recimo, zdajle že 2 leti se učim oziroma že delujem v pripravah zelišč, sušim in delam si razne zadeve iz vsega, kar sama privzgojim doma. Naučila sem se recimo v sklopu tega raziskovanja zeliščarja, kako se v rastlini ohrani vse zdravilne vrednosti ravno z najcenejšo obliko, to je sušenje, in tako moj oziroma družinski budžet ne trpi, jaz sem vsa vesela, vsi so potem bolj zdravi in tako. In bolj, ko so čudne poti gospodove, bolj sem vesela in zdaj sem zašla, a ne? In to je tudi ena moja lastnost osebnostna, da dostikrat se začnem spuščati v detajle. Tako da zdajle se opravičujem vam, da sem že spet zašla s poti. Hotela sem biti opisati v 3 besedah, samo jaz se ne znam samo v 3 besedah, kajti mislim, da je moja zgodba vse prej kot vsakdanja. In to zato, ker sem sodelovala tekom mojega življenja s toliko različnimi ljudmi in imam take mreže poznanstev ljudi po svetu, da
da ne morem biti kratka. Naj povem še eno stvar. Najrajši od vsega sodelujem pa z otroki. Jaz sem bila 8 let varuška, to me je tudi odpeljalo v tujino. Bila sem nekaj časa, oziroma najprej 4 tedne, potem pa je to ratalo pol leta v Angliji zaradi te moje ljubezni do otrok. In še dan danes, zdaj imam svoje 2 otroka in še dan danes sem rada varuška drugim otrokom. Jaz zmorem čuvati, ne vem, 8 ur, če je bilo treba, ali pa da so prespali pri nas 5 otrok in nisem bila nič izčrpana, ampak nažalost staram se in ne bom mogla več ponujati varstva nekim mojim mladim sorodnikom. To recimo, Brigita, da nisem toliko zašla o Niki. Super. Nika, nekaj si že povedala o tem, kaj rada počneš, ampak mislim, da si tudi sicer precej ustvarjalen človek. A bi izpostavila še kakšno stvar, ki jo rada počneš poleg ukvarjanja z zelišči? Jaz zelo rada imam fotografijo, rada rišem, rada pa tudi počnem eno stvar, ki jo bo današnji moj sogovorec v kasnejših minutah, krat on tudi to dela, zbiram pa urejam podatke, a ne, in ta detektiv v meni je tukajle v Zoom-kavicah z Dušanom je začel še bolj se kazati in jaz upam, da ta moja radovednost bo vedno, no. Pa najrajši še poleg varuške sem pa rada kuharica. Odlično. A nam mogoče lahko kaj poveš o svoji poklicni poti? A se je tvoja poklicna pot začela z varovanjem otrok tudi v tujini? Ne, v bistvu je to šlo najprej, tiste 4 tedne je bilo v bistvu kampus v summer school, se pravi na eni poletni šoli, in potem je to, sem prišla nazaj, ne vem, za 1 teden, pa so me klicali, da ena ruska družina potrebuje varuško, in potem je to ratalo pol leta Anglije. In to je bil še zmeraj hobi, v katerem sem dobro zaslužila. To ni bil zares moj poklic, ker jaz sem bila takrat še stara 18. No, in potem ta preskok oziroma sek mojega šolanja je pa bilo v bistvu zaradi ponudbe enega odvetnika, da želi, da jaz sem njegov asistent. In to smatram, da je bila začetek moje poklicne poti, a ne, in to je to. Kako te je pa pot zanesla med nas, med slepe in slabovidne? Takole, 13 let oziroma 17 vsega skupaj sem delala v 2 odvetniških pisarnah, in prišel je en trenutek, ko sem ugotovila, da sem se oddaljila od tistega, ki sem ves čas imela v sebi, in sicer delo z ljudmi, z otroki, raziskovanja, izobraževanja, ker tam sem postala samo še stroj. In vedela sem, da imam veliko poguma, in vedela sem, da če se jaz odločim, da bom šla drugam. In potem sem jaz našla, najprej sem se prijavila na želvo in naključje v istem dnevu, mislim, da sem pa izvedela za razpis na zvezi. In potem sem izvedela, da je človek na zvezi, ki je imel razgovor z menoj, tudi povezan s človekom na želvi, a ne? In sem rekla, kaj zdaj, a ne? In oni so rekli, da bom imela še drugi krog razgovorov, vendar pa na zvezi me niso klicali, ne vem, 4-5 dni, in potem pride en ponedeljek in me kliče tajnik in reče, gospa Pajek, mi smo se odločili, da ne rabite drugega kroga, kdaj bi vi lahko začeli? Pa jaz rečem, ne vem, jaz sem pa čakala klic za drugi krog. Ne,
da lahko začnete. In tako je bilo, a ne? In potem sem pristala kot vodja tajništva in je bilo že spet tako. Jaz sem hotela iti drugam, pa je spet postalo, da sem točno tam, ko sem bila pri odvetnikih, vendar z manj tega opreme digitalizirane, a ne? In sem tako, joj. Ampak potem se je pa zgodila, ne vem, jaz ne verjamem čist, da je vse determiniran, verjamem, da so in naključja, vse skupaj, da je, in se je zgodila ta moja bolezen in tako sem jaz pristala tukaj v knjižnici. Jaz pa sem knjižni mol od nekdaj, po duši. Jaz sem tudi, ko sem prej omenila to mrežo poznanstv, jaz sem sodelovala z veliko literati, z uredniki, jaz sem bila med založniki in meni knjižnica mi je res to. Potem pa spoznam Brešarja, pa spoznam ne samo uporabnike, spoznam še tebe, Brigita, spoznam veliko zelo zanimivih oseb in jaz sem zdaj tukaj in mi je, mislim, da sem bliže tistemu, kar sem si vedno želela, kakor pa če bi bila jaz, ne vem, še zmeraj ali v odvetniški pisarni ali pa v eni drugi pisarni, ta samo birokrata, ne. Torej, verjameš v naključja? V bistvu, dobra, jaz, ta dilema, ne, zmeraj je ta prepir bil med nasprotniki svobodne volje pa zagovorniki svobodne volje, ne. In to dvoje si je navidezno različno, drugače pa po moje, da je vse, kar se zgodi, je posledica tega, kar počnemo, ne. In vedno dobimo to, kar si želimo, ne. To je že govoril filozof Watts in jaz stojim tu za tem, da zares ni naključij, no. Potem pa še eno vprašanje zate, Nika. Kaj si želiš doseči? A v življenju ali v službi ali kako? Lahko poveš na obeh področjih. Jaz tukaj, na to pozicijo, ko sem zdaj prišla, pač bom moderator Zoom kavic, bi želela najprej, da ljudje razveseljujem pa povezujem in da se z takimi pogovori doseže, oziroma da te pogovore doseže čim več ljudi, da bi se lahko skupaj učili, da se jaz od njih učim in da se v bistvu s pomočjo teh virtualnih pogovorov, da bodo prišle informacije do vseh nas, sploh tiste informacije, ki je najmanj potrebno, da jih vsi mi vemo. A ne, pa naj bojo to informacije, ne vem, o novo sprejetem zakonu ali pa o informacije o novo odprti restavraciji ali pa na novo prevedeni knjigi v slovenščini, ne. To si želim. Isto pa na drugih področjih, se pravi, to sem zdaj govorila, če stojim tukajle. Isto, jaz želim samo, da ko me nekdo vidi, da se ne prime za glavo pa ne reče, joj, spet ta Nika, ampak da ga razveselim in da en drugega lahko kaj naučiva, pa da se spoštujeva, to želim doseči, no. Na vseh področjih. Okej. Kaj bi pa rekla, kakšno je tvoje idealno delovno okolje? Ja, zagotovo da so delovni prostori, da so prijetni, da v okolju ni nekih napetosti, da so okrog mene, ne vem, zadovoljni ljudje, se pravi sodelavci, da je dobra energija, a ne. Okolje tudi smatram, da je delovni čas, oziroma fleksibilnost, elastičnost delovnega časa, ker se mi zdi, da ta elastičen delovni čas omogoča ljudem, a ne, usklajevanje delovnega z zasebnim življenjem, a ne. Pa ta delovno okolje, ki ponuja možnost dela od doma, recimo je zelo idealno meni, recimo na način,
dela od doma, se recimo marsikdo lahko izogne nekim slabim stvarem. Pozitivna posledica tega dela od doma je recimo izogib gnečam in posledično se izgublja čas. In imamo tam na uni strani zaradi tega nekega jeznega nadrejenega, če pa delaš od doma, pa tega ni. Pa mogoče delovno okolje, da je odprta in odkrita ali pa transparentna komunikacija. Tako da to ene 5 stvari se mi zdijo, da tvorijo moje idealno delovno okolje. Ok. Nika, glede na to, da nadaljuješ z enim kar velikim delom, ki ga je Dušan naredil v zadnjih letih, tukaj mislim na Zoom kavico, ker v resnici je še več stvari, na katere, Dušan, si ti lahko ponosen. Ampak Nika, zate vprašanje, a imaš tremo? Jaz imam samo nelagodje zaradi te priprave po imenu kamera, ker mislim, da je trema v določenem obsegu čist koristno čustvo. Trema namreč aktivira, in jaz sem se vse pomantrala to, da trema aktivira vso energijo, vse znanje, vse sposobnosti in da zaradi nje je potem človek lahko optimalno pripravljen, pa ima povečano koncentracijo, učinkovitost in tako naprej. In imam tremo, ampak ta čustva so čist popolnoma naravna in nelagodje, če lahko rečem, prej kot trema. Evo, tako. To je to. Ampak jaz mislim, da jo odlično premaguješ. Pravijo, da moraš zagristi v tremo, in da je tremo se premaguje pa z vajo. Vaja, praksa, tako da jaz upam, da boste v kavicah, pa tudi če ne bojo petkove, če bomo mogli kakšen dan drug dati, ker so se z Darinko prej še zunaj tega časa snemalnega pogovarjali, da upam, da boste, ne glede na to, kateri dan bomo se videli, slišali, pogovarjali, da boste z nami. Nika, jaz ti želim veliko veselja, osebnega zadovoljstva pri pripravi Zoom kavic, ker če boš imela to, potem boš to izžarevala tudi navzven. Želim ti tudi veliko sreče pri iskanju ustreznih tem sogovornikov, ker če bo to dvoje, kar sem zdajle omenila, potem boš sigurno tudi našla pot do ljudi, kar si rekla, da si najbolj želiš. Ja, res, hvala, Brigita, za te besede, in jaz se bom trudila in zato bomo potem, ko se z Dušom pogovoriva, bomo naredili čist interaktivno zadevo, da boste ljudje nama z Brigito povedali čim več, da jaz potem lahko zadeve peljem vam pisane na roko, ne sebi. Nika, tebi se zahvaljujem za predstavitev, za vse odgovore na vprašanja. Hvala tebi. Zdaj pa moderatorski stolček predajam tebi. Spet hvala in Dušan, dober dan. Brigita me je predstavila. Jaz sem prišla v tvoje čevlje, ne tiščijo me, ker imam s teboj še zmeraj neke skupne točke, že preden sva sodelovala v Zoom kavicah, in jaz te bom zato tudi malo drugače napovedala, kakor smo bili vajeni. Dušan je marčevski otrok, rojen sicer v Celju, ampak ni Celjana, ne? Povej, zdaj ti, kdo si? Ja, dober dan vsem skupaj. Me veseli, da se takole dobimo. Ne vem, jaz sem zmeri tremo, ko sem ti Zoom kavice vodil in vse prireditve, karkoli vodim, imam zmeri tremo, ker predvsem se mi je šlo za to, kaj pa če ne bo nobenega. To je ta moja največja travma, ki sem jo doživel. To je strah, ni trema, ne? Pri teh, ja, to je strah, ja, tako, ja. To je res in tako da, bi rekel, ti ne zavidam tega.
Ja, To je nekaj, kar te človek težko odvadi. Ne. Se za tremo so določene vaje, pa ne vem kaj vse, ne. Ampak ja. jaz tega nisem nikoli počel, ampak nekako sem zmeri se prepustil toku. A ne. Tako da hvala za vabilo. Z veseljem bom še spremljal, a ne. Jaz sem čez poletje sem malo razmišljal, pa sem rekel, da pač bom, človek mora enkrat opustiti neke zadeve in imam nove izzive in tako da zdaj enostavno sem vesel nekaj, da to boš ti nadaljevala in da upam, da boš vsaj toliko uspešna, kot jaz, če ne še bolj. Zdaj ideje imaš, pa tudi pripravljenost. Kilometre bojo pa že še prišli. Ja, Ne? Zdaj, počasi. Ja, počasi, ja, seveda. Ne. Saj jaz se navsezadnje sem glih letos sem ugotavljal, da že 50 let od tega, kar se ukvarjam s kulturo in s temi zadevami. A ne. Praktično sem že konec osnovne šole začel, potem sem imel vmes, bi rekel, je praktično skozi delam. No. Ko sem šel na srednjo šolo kemijsko, a ne, sem bil verjetno edini družboslovec med naravoslovci in sem potem fural vso tisto družboslovje na šoli jaz, ker pač nekako sem bil pač edini, no, ko je pač imel te ambicije, da sem pač tam fural razne literarne krožke, pa ne vem, še druge zadeve, a ne. Tako da, ne vem, nekaj je to ni skočil not. No, in v glavnem, začel sem tako v enem filmskem krožku, pa smo po neke filme snemali, pa filmske te amaterije, a ne, to so bili tako eni super 8 filmi, 8-milimetrski trak. Potem sem začel malo poezijo pisati, Darinka tam dviguje mojo pesniško zbirko iz leta, mislim, da je 87, ne, to je edina zbirka, ki sem jo izdal. Ti jo pa nimaš pred sabo, da bi eno pesem prebral, recimo Dušan, ker meni nikoli nisi dal nobene svoje za prebrati, razen... Čakaj, bom poiskal, nekaj na dosegu rok imam, ja. Saj, če ne pa lahko tudi Darinka prebere, ko je že klicmana. Bi pa pol Darinko prosila, da si vmes izbere eno dobro. No, in potem, ko sem se vrnil nazaj v Velenje, sem pa potem aktivno sodeloval pri različnih zadevah, kaj svim, recimo ustanavljal sem Hotenje, literarno revijo v Velenju, potem sem ustanovitelj Odsevanja v Slovenj Gradcu, ker sem tudi dosti stvari pustil za seboj. Nekje v Ljubljani sem bil zraven, ko smo ustanavljali Književno mladino, z tega časa poznam Andreja Blatnika, Vlada Žebota, Petra Božiča, in še tako pač nekako garnituro teh pisateljev, a ne. Potem, ne vem, potem sem se preselil v Ljubljano s 35 leti in praktično sem spet začel na dnu, nič ugleda, tako da pa je bilo eno obdobje, potem je bilo nekaj obdobje, ko sem se ukvarjal z Joštom, in ko me Jošt ni več potreboval, oziroma moram reči tako, ko je Jošt hodil v osnovno šolo, pa v srednjo sem bil precej aktiven v Valdorfski šoli, ker smo delali razne stvari, starši, otroci, učitelji, a ne, lahko rečem, da je bilo to eno fajno obdobje, ko je bilo sožitje med starši, otroci in učitelji, ko smo res vsi delali za šolo in za vzgojo in mislim, da je to nekaj fenomenalnega, da je v bistvu na tako sožitje, da sem recimo, ne vem, po govorilnih urah sem šel z učitelji na kavico ali pa na kakšne izlete smo hodili skupaj in se piknike in te stvari je bilo, mislim, res tisto, ne. No, ko me pa Jošt ni več potreboval, pa tudi, bom rekel, tudi služba me ni potrebovala, sem pa svojo to znanje z področja kulture usmeril v društvo Finžgarjeva galerija, to je ena galerija v Trnovem, kjer sem že kakšne 10 let aktiven, od tega sem, ne vem, že koliko 6
let ali pa malo manj, sem nekako programski vodja in tako da zdaj pač se usmerjam spet nazaj tja, ne, vmes sem še za službo delal, kulturo, zdaj se spet tja usmerjam. In moram reči, september je en tak zelo čuden mesec za mene. Imam tam v galeriji imamo toliko dela, da enostavno imam, recimo, če rečem, ta teden sem imel po 2-3 dogodke dnevno, a ne. Včeraj smo glih en dogodek ob 11 zvečer zaključili na prostem zunaj v enem takem lepem atriju ali vrtu župniške cerkve, a ne. No, to moram povedati, da sem verjetno edini, bi rekel, ki sem ateist, pa zelo aktiven v cerkvenem okolju. Zato me vsi malo čudno gledajo, ampak smo speljali zelo dobre odnose, ne. Tako da, no, leto pa pol nazaj sem se upokojil in zdaj pa v bistvu imam nov hobi, nekako brskam po zgodovini slepih in slabovidnih in tu pa tam občasno napišem kakšne članke na to temo, ne, za obzorja. Zdaj imam cel kup stvari v obdelavi, mogoče bomo še kaj kasneje. Skratka, to je bil en dolg moj monolog, ne. To Izvoli, Nika. sploh ne, ni bil dolg, zato ker si par stvari spustil, ker jaz vem o tebi, teh stvari vem nekaj o tebi. In sicer najbolj je podatek, da si bil ti varuh predšolskih otrok v vrtcu. Ja, to To sem je pa bil fascinantno. tukaj, to sem bil varuh v tej Ane Ziharl na Miklošičevi. To je bilo, ko sem prišel v Ljubljano. Jaz sem bil star 35 let in sem imel že 12 let službe za seboj v termoelektrarni v Šoštanju za nedoločen čas, ne, in sem potem pri preselitvi v Ljubljano sem šel za 7 mesecev začasno delati in to praktično za precej nižjo plačo, ne, kakor sem jo tam imel, ne. In sem tu bil ene 7 mesecev in moram priznati, da je to bilo eno zelo lepo obdobje, zelo fajn smo se imeli z otroci. Ko sem ugotovil, da se otroci ne znajo več igrati, da tam še divjajo, sem se jaz pač posvetil z njimi. In smo se pač šli tiste igre, ko sem se jaz imel pač Spomnil. v otroštvu, ko smo se igrali, ker jaz sem bil le otrok, bomo rekel, danes bi temu rekla ulice, mi smo pa rekli travnikov, a ne, ko smo v bistvu pravzaprav od enega, ne vem, 5. leta, kdaj sem prišel na dvorišče, a ne, in so potem starejši so pazili na nas učili igre, naučili so nas potepati, naučili so nas socializacijo, ki je včasih bila tudi kakšna krvava, pa z razbitim nosom, a ne. Tako smo se socializirali in se temu reče, a ne. No, in potem sem pač v vrtcu to delal in ko sem po 7 mesecih ali nekaj takega vrtec zapustil, ko sem šel novim izzivom, se je zgodilo to, da so otroci staršem grozili v tem smislu, da ne bojo v vrtec hodili, Če ne bo Dušana. če ne bo Dušana nazaj, ne. En najlepši trenutek, ki sem ga pa doživel, je bil pa to, ne, ko je en fant, ki me je zagledal tam na Čopovi, po ne vem nekem času se je spustil mamico in je pritekel do mene in me objel Dušan, ne, in je potem mama rekla, če pa, mislim, to pa vse pove, a ne. To, mislim, tega trenutka težko v bistvu pozabiš. Pa opisati tudi težko. Ja. In to je tudi, zato mi je šlo tako v oči, ko sem brala o tebi, ker jaz sem tudi še zmeraj najrajši med otroki, ne. Mene oni pozdravijo, oni so edini balzam, poleg knjige, ki mene res pozdravi, ne. In to bi skoraj izpustila midva, ne. Pa izpustila sva tudi Dušan, ker si toliko ti zadržan pri opisovanju samega sebe. Ti si pa sodeloval tudi v planinskem krožku. Ja, mislim, moja žena je bila mentorica planinskega krožka v osnovni šoli Polje, ja. No, in seveda, ker mi sva živela tako, z Mojco sva živela, ne vem, 5
5 let, mislim, da 5 let sva živela na relaciji Velenje-Ljubljana, in seveda sva pol izkoristila vsak trenutek, da sva bila lahko skupaj, a ne. In si postal planinc. Ne, planinc sem že prej bil. Aha, ok. Jaz sem planinc že prej bil, sem hodil v hribe, vse, ja. Jaz sem tudi imel kakšne take meditativne pohode, ne vem, enkrat sem šel sam iz Bohinja do Tolmina, pa potem nazaj do Škofje Loke, to je bila ena taka samostojna pot, meditativna, a ne, čist sam. Potem večkrat sem šel čez Pohorje, pa naredil sem del te planinske ture, tako da mi je bilo, ko so zdaj ti naši planinci končali to turo, je bilo meni kar hudo, zakaj pa meni to ni ratalo. Mislim, sem bi rekel, da je kar malo zavidam, priznam, in sem zelo vesel, da jim je to ratalo, ne. Tako, planine sem zmeraj rad hodil, no, in potem je seveda Mojca pač imela ta krožek in je vprašala, če bi šel zraven, ne, in sem pač bil eden od tistih odraslih, ki je pač bil zraven pri teh, ker to so bili otroci stari tam od 7 pa do maksimalno 14 let ali pa še to ne. Tako da. Pa še eno stvar si pozabil povedati, ne. Ti imaš ljubezen veliko do čajev in imel si neko rubriko v časopisu Slovenske novice? Ja, mislim, da si kar dobro naštudirala, ja. Skratka, ja, to je bilo tako, no. Ne vem, kako je bilo že s temi čaji. Ne vem, v nekem trenutku sem začel se ukvarjati z čaji, ogromno sem bral o njih, nekaj bil en zavod za gospodinjstvo, je bil, ne vem, Brane, tiste bo spomnil verjetno, a ne, pa še kdo, in sem preko tega zavoda za gospodinjstvo sem celo nekih predavanj imel po Sloveniji, potem me je ta pot pripeljala na eno 3-mesečno potovanje po Kitajski, to je bilo leta 1988, ker sem tudi te čaje nekako hodil po teh čajnih poljih, bilo mi je omogočeno, da sem celo trgal čaje, a ne, tam v okolici Hangzhoua, ker je boljši čajev, a ne. Potem me je pa ta Melita Berzelak, ki je zdaj urednica Jane, pa Danica Petrovčič sta me povabile, da bi za novo ustanovljeni tale Slovenske novice, da bi pisal, a ne. Bil je pa pogoj, da bi pač to znanje delil, ne. Bil je pa pogoj v bistvu, točno določeno je bilo, ne, tako tam sem se naučil malo te obrti pisanja, eno stran, font, takrat je bil Word še, ne, WordStar je bil, ja, še program DOS, ne, eno stran plus ena slika. To je bil pogoj in to sem mogel vsak dan oddati, ne. Vsak dan? Ja, tako da sem v bistvu, ne, ali je bilo, čakaj. Ali je bilo tedensko? Mislim, da je bilo tedensko, pardon, ja, tedensko, jaz sem imam še nekje tukaj v omari not. Sem mogel to oddati do določenega trenutka, a ne. Tako da se je zgodilo, če nisem glih mogel oddati, sem celo kar šel na pošto in sem telegram poslal, ne. Tako, enkrat se je zgodilo, da sem kar telegram poslal, ne. Skratka, no, in to sem počel kar nekaj časa, potem je pa prišel ta urednik Bauer in je spremenil koncept časopisa in je to postal tak Revolver Zeitung, ne, tak v bistvu je spravljen tako, ko odpreš, pa moraš imeti en predpasnik gor, da se ne postaneš krvavljen. Ja, ti smo rumene tisko, ne. No, in me je klical in je rekel, da če bi jaz to pisal tako v tem smislu recepti za pripravo čajev, ne, pa sem rekel, ne, tega pa ne bom in sem prekinil sodelovanje, ne. Tako da sem v bistvu pol ostal, ker jaz sem tukaj not, ne, v teh na strani sem vpletel not od različnih pregovorov do filozofije čaja, zen budizma, potem zgodovine, a ne, vem, da je recimo, da sem se spomnil,
ko je rekel Churchill, recimo naši vojaki potrebujejo orožje, strelivo in čaj. Ja, Ja. ne, v tem smislu nekako to. To je to. Ampak nisi imel sem članka tukaj, ki so potem se zadeve zamenjale. Ti si bil še kaj, Večer, Slovenc, 7D tednik. Ja, ja, kje smo to našli? Ja, lej. V 7D-ju smo pa imeli s prijateljem Maretom Cestnikom o kitajski potovanje. Ne. Jaz sem predspeval fotografije, jaz sem na Kitajskem, ko sem bil, sem po mojem okrog 1000 posnetkov naredil, ker sem slikal vse, kar se je dalo. Morate vedeti, da je to diasov, ne, to morate vedeti, da je bilo takrat, to je bilo res en velik podvig tega narediti, zato ker to ni bila digitalno, kot danes šklocaš, pa veš, kaj si posnel, pa tudi veš, da bo zbrisal, ne, ampak običajno takrat si za vsak posnetek si premislil, kaj boš naredil, ne, ker si imel samo 36 ali pa 24 not v fotoaparatu, ne. In diasi so bili pa še toliko dražji. Zdaj ne vem, če poznate un film, mislim, tisti komad od Nine Hagen, ki pravi, kaj je že naslov, film Vergessen ali nekaj take, pozabi si barv film, ne. To je komad, ko opisuje, ko včasih je bilo črno-beli filmi so bili dosti cenejši kot barvni, in potem si, če še ni bilo glih nujno, si črno-bel uporabljal, in ona opisuje, kako je bilo super na plaži, kako je bilo vse, ampak slike so pa črno-bele, in pol pravi, naslednjič te bom ubila, če boš pozabil, če ne barvni film doma. Mislim, tako, to je tak zanimiv komad, in v glavnem, tako je bilo, približno v teh časih. Jaz sem pa celo diase, ne samo barvne, kar je bil tudi še en dodaten strošek. Če sem nekaj vprašal, Nika, Seveda. si imel kakšne težave s fotografiranjem takrat na Kitajskem? Niti ne, se je zgodilo, da pač določenih ljudi niso pustili fotografirati, ampak jaz sem takrat, ko sem bil leta 88 tam, malo prej se je Kitajska odprla, glih tisto leto, ko sem jaz bil, mesec prej so se začeli nemiri na Tibetu, tako da zaradi je bil Tibet zaprt, tako da nisem uspel gor do Tibeta priti, ker sem tudi nameraval iti, pa mislim, da so, ne vem, ali par mesecev prej so Mao Zedongovo vdovo aretirali, ker je bojda državni udar pripravljala, mislim, tako, kakor se spomnim. Je pa Tomo Križnar s kolesom približno v istem času uspel na Tibet priti, tako da če koga zanima, lahko se prebere to v Križnarjevi knjigi. On je pa tako hodil gor na Tibet s kolesom, da ko je zaslišal kak hrup, kakega kamiona, karkoli, takrat so bili v glavnem še kolesi na Kitajskem, ko sem jaz bil, in ni bilo avtov zasebnih, in je on hitro se skril nekaj v en klanc ali nekam se je skril in je pol prišel gor v Tibet in je bil ilegalen 4 dni gor na Tibetu. Tako da jaz tega nisem se spomnil in tako da to mu tudi zavidam. Hvala. Ja. Še kdo ima kakšno vprašanje? Danes, ko imamo tega zanimivega Brešerjevega gospoda v naši družbi. Ja, Darinka? Dober dan vsem skupaj. Jaz verjetno ne bom postavila vprašanje iz tistega obdobja, ampak rada bi morda rekla nekaj na zgodovino slepih. Zanima me, kakšni občutki so te, Dušan, prevevali, si slišal glas pokojnika. Ja, Darinka, ja. Namreč, vse veste, jaz se že kar nekaj časa ukvarjam s temi zgodovino slepimi, pač z tem potegnil sem precej teh častnih članov in tako naprej, oziroma odkril. Zadnje čase sem se ukvarjal z Tonetom Čuričem, ki sem ga zdaj, lahko rečem, še, ne vem, en članek me še čaka za naše obzorja, za december ga bom dal,
To bom zelo povedal, zato ker imam eno pismo od Toneta Čuriča, ki je jeziško pisal, in bo to res tak fajn članek za december, ne, decembrski vesel december. Ja, to je bilo pa enkrat se je zgodilo pozno po noči, v enih 2 zjutraj, ko sem malo pregledoval ene posnetke, sploh nisem vedel, da imam zvočne posnetke, imam nastopa slepih in slabovidnih iz leta 66 v Loškem Potoku pa v Trbovljah. In kar naenkrat tam je gor posnetek, nastop pevskega zbora, mešanega pevskega zbora slepih in slabovidnih Centra za rehabilitacijo Škofja Loka pod vodstvom Toneta Čuriča. So zapeli 2 komada in na koncu Tone Čurič reče: hvala lepa za ta lep kulturni dogodek. Jaz sem mislil, jaz sem skoraj zavpil, če ne bi bilo to po noči, po mojem bi, in sem enostavno sem rekel, tole pa človek ne more verjeti. Pravzaprav res sem se počutil kot en Bog, kot en Jezus, ko mi je v bistvu sem obudil Toneta Čuriča od mrtvih. Skratka, ja, to je pa res bil en tak lep občutek, še ne 2 dni doma govoril samo o tem, kako mi je Tone Čurič spregovoril. Mojca žena moja me večkrat vpraša, če ga sanjam, glede na to, koliko se ukvarjam z njim, ne. Sem rekel, da ne, ampak ko mi je pa spregovoril, pa mislim, da človek res en višek tega, kar sem počel, ne. Ja. Darinka, super vprašanje, ampak mislim, da se vidva toliko dobro poznata, da ste hoteli, da tisti, ki Dušanovih teh zgodb nadnaravnih ne poznate, da ste želeli, da še z nami deli. Super je bilo. Imam še pa en tak dogodek, recimo Veronika Žižek, ta pesnica, s katero se tudi nekaj pogovarjamo, pa ne vem, ali bo uspelo, da naredimo tako knjigo o njej. Ona je pesnica, soustanoviteljica Mursko-Soboškega društva, sem pa tudi našel en filmski posnetek o njej, kako stoji, ko sem jo tudi končal, pač zato mislim, da sem pri Slavici objavil njeno biografijo, sem pa tudi našel en posnetek, kako stoji okrog nje v Ljutomeru, ko je bil prvi tabor, športni tabor slepih, in je tam posnetek od nje. Verjetno edini posnetek, ki obstaja, v živo, se neko. No. Še kdo? Kakšno vprašanje? Ja, bi lahko nekaj vprašala? Prosim. Omenil si, Dušan, da obstaja knjiga o Liziki Pohorec. Ja. Mene samo zanima, kje naj to knjigo dobim. Kolikor jaz vem, je Padežnik kontaktiral s Katarino, da bi tudi on to rad imel, da bi bila prebrana, in je potem Katarina z mano me kontaktirala, kako je naslov knjige, in sem pol povedal, tako da jaz upam, da se že bere, no. Super, gospo sem namreč osebno poznala, tako da sem se srečevala z njo, kadar sem obiskovala slepe in slabovidne ženske v Škofji Loki z našega območja. To je bilo še pred leti aktualno, preden da so postale krajinske članice, ker so bile te gospe v domu slepih v Škofji Loki, no, in smo pač imeli običaj, Mariborčani, da smo šli vsako leto te naše ženske obiskat, pa jim neskromno darilo ob 8. marcu, no, in sem jo toliko spoznala, da vem, kdo je, govorila sem z njo, pa želim knjigo. Kakorkoli, Dušan, zelo veliko si naredil, ne vem, če se ljudje sploh zavedajo, jaz osebno se, koliko energije si vložil, koliko empatije imaš do zgodovine slepih, kar danes se pač pojavljajo tudi taki pogledi, kar je bilo ni važno, bi lahko kar tam nekam zakopali vse skupaj, pa je pomembno to, kar se zdaj dela, kar se pač to, ne vem, kot da se zanika zgodovina, no, in
sem sodelovala s to našo Danico Vogrinec, večkrat grem mimo, da ne bom pozabila, kje je pokopana, ko boš prišel v Maribor, da jo bomo šli obiskat, a ne, na Ja. seveda. No, in ta Čurič, ta je bil tudi z našega konca, to smo že tako premleli, da sem ga na videz spoznala, pa tralala. Skratka, res, hvala ti v mojem imenu, ne vem, verjetno se ti bodo še drugi zahvalili, to pa je res neprecenljivo delo, kako si potegnil ljudi iz naftalina, imel si zelo malo podatkov, kje vse si mogel hoditi, da si prišel do teh stvari, res najboljši si. Hvala. Se strinjam z Darinko. Hvala, Darinka. Da, Super človek. lahko povem še nekaj, ne, recimo, ne vem, če ste brali v Obzorju, sem objavil tudi o prvih nastopih slepih in slabovidnih, a ne. 1. marca 19 je bil prvi nastop na odru zdajšnje ljubljanske Drame, so imeli dve burki, 1. pa 2. marca, ja. So imeli dve burki, ne, o tem sem pač napisal članek za Obzorja, pa isto leto novembra in bi bil prvi zabeležen pevski stop pri teh Usmiljenkah, tam blizu, ker imamo zdaj knjižnico, ta je na Taboru, a ne, v tisti cerkvi, ko so bile neke zadeve, a ne, tako, je pa še nekaj stvari, ko zdajle se ukvarjam, ne, zdajle, tako da. Izvoli. Ja, ne bom preskočila literature tvoje. Darinka, ste imeli vmes čas najti kakšno pesem, ki je vam, ne vem, najbolj všeč od Brešarja? Njegove pesmi so kratke, tako da ni problem, če lahko mogoče preberem dve pesmice, ker to ni dolgo. Prosim. Že davno več ne loviš vlakov za rep, zato odvrzi copate, ki te naredijo neslišno, in v miru popij čaj, in jaz bom upal, da jih pozabiš, ko se zbudiš in boš bežala pred peteljnim kirikanjem. Kikirikanjem, se opravičujem. In pa druga pesmica. Ko bom slaven, bodo kazali slike moje mame, ki lika perilo, očeta, ki pregleduje čebele, brata za računalnikom in suzo za mojim pisalnim strojem. Ja, Dušan, koliko si bil to star? V tej zbirki, ko ima tam Darinka pred seboj, ne, so zbrane moje pesmi od 16. pa do, ne vem, 27. 28. leta. Ja, ampak zdaj še zmeraj pišeš kaj, ne da? Ne samo članke pa... Ja, dobro, enih par stvari, vmes sem imel neko obdobje, ko sem še par pesmi napisal, pa med korono sem tudi enih par stvari napisal, zdaj pa v glavnem pišem daljše stvari, ne. Letos sem na primer dokončal tega Čuriča na, mislim, da 12 straneh Zaloške razglede, zdaj čakam, da bo objavljeno. Potem sem letos sem spet za Šaleške razglede nekaj objavil, pač tudi 10 strani, se pravi pol avtorske pole o mojem odraščanju v Velenju. Dal sem malo provokativ naslov, ne, Za domovino s Titom naprej, ne, ker govori o mojih pionirskih letih, ko sem bil pionir, ne, brez kakršnihkoli ideoloških, niti ne hvalim, niti ne kritiziram, ne grajam, ne, ampak pravzaprav govorim o tem, kako smo kot pionirji imeli ene vrednote, neke zadeve, ki so nas pač vzgajale in tako naprej, ne. Lani, ko je bila obletnica Kajuha, sem v bistvu, Pavle Šivic mi je v glasbo eno pesem o Kajuhu, ne, in sem potem, ker je pač nihče noče več izvajati, a ne, nekako so jo kar spregledali, ne,
sem rekel, ok, jaz sem bom pa maščeval, ne, sem avtorsko polo napisal o nastanku te pesmi in vplive in pač neki pregled tistih dogodkov v letih 84, 83, 84, to so bili unipar, nepar, visoka inflacija in take zadeve, ne, sem pač postavil v zgodovinski kontekst. Ne. Tako da, pa malo prej sem pa objavil pa še o Agnezi Zupan v Loških razgledih, tudi daljši tekst. Agneza Zupan je bila pa sestra od Toma Zupana, ki je pa pravzaprav verjetno imela te zasluge, da je Tomo Zupan pravzaprav podaril tole vilo na okroglem slepima, ne. Aha. Ne, verjetno je njen vpliv, no, ker pol je tudi Tomo Zupan je pol po njeni smrti je ustanovil celo eno dobrodelno organizacijo za štipendiranje slepih, se pravi, to je bila neka dobrodelna organizacija Agneze in Toma Zupana, ne, kateri bi bilo tudi fajn mogoče kaj napisati. Mogoče bom pa našel čas, da se spet Saj poglobim. vem, da si dobil idejo, Da se malo poglobim spet v Toma Zupana. Jaz sem bil v Vnuku, sem brskal po njegovi zapuščini, ki je dejansko v Trezarju in je ena največjih v bistvu teh arhivskih zapuščin v Vnuku, ne. Imajo ga prav v Trezarju, tako da mogoče mi celo še uspe kdaj not priti, da malo pogledam. Zdaj, če nisem prosil, ampak kolikor poznam tega Marjana, ki gor dela, po mojem, Boš prišel notri, bi v bo to trezor, mogoče, ja. Ne. Jaz sem vedela, da ne bova mogla iti po vrsti, ker so hiše v Trstu, a ne? Pa moramo vseeno malo priti tukaj do službe, ki si začel v knjižnici Minke Skaberne. Pa potem tudi ne konec koncev do vseh zaslug, ki si imel ti v bistvu za mlade, ker tebe so skozi nekako povezovali, oziroma si se vedno povezoval z mladimi, ne? Vse delavnice, ki sem brala, to so bile skozi, so bili otroci ali mladi s teboj, ne? In te vse kemije, ti si kemijski tehnik, pa jaz razmišljam, zakaj pa pol socialni delavec, kaj je zdaj to bil, ampak lej, to dvoje vse skupaj, če ni kemija med ljudmi, ne moreš biti socialen, a ne? In lej, Dušan, jaz sem se tebe pol čist razložila in tako je. Ja, saj sem rekel, tako sem razmišljal, kako je bila to napačna odločitev, da sem šel za kemika, ne, ko sem družboslovec, ne. Ampak potem mi pač enkrat reče ena moja prijateljica, ko je profesorica na Akademiji za glasbo, pravi, ja, pa ne bi bil to ti, ne, če ne bi šel skozi ta razvoja, ne. Verjetno ne bi nikoli pač to počenjal, kar počenjaš, ne. Tako da jaz sem bil zmeri razdvojen med tem, ne. In dejansko, ko sem šel študirati za socialnega delavca, jaz sem mogel pač sprejemne izpite narediti, ne. Zaradi fakta, ker sem pač bil kemik, ampak mi ni bilo problem narediti, sem jih brez problema naredil. In potem sem pač, kaj jaz vem, potem sem počel, se pravi kemik, potem sem bil socialni delavec, pa bil sem urednik pač nekih revij, pa na Društvu za razvijanje preventivnega prostovoljnega dela sem se ukvarjal z narkomanom, z enim iz znane jugoslovanske vojaške družine. Njegov oče je bil zelo visoko gor v vojaških krogih v Beogradu, generalštabu. Potem sem tam urejeval en časopis, za katerega sem upal, da bo postal glasilo nevladnih organizacij. Soros je bil pripravljen to podpreti, to mojo idejo, a ne. Je pa pol v bistvu moja šefica nekako nasprotovala temu in potem smo se nekako razšli. Naj povem, da sem tukaj na DRPPD-ju, sem v bistvu kot neke vrste delal za pripravniško plačo, se pravi za minimalno, še slabše kot prej v vrtcu, a ne. No, in potem sem nekako bil celo en mesec brezposeln, sem šel v centralno tehnično knjižnico delati.
In sem tam Si bil tam en, pol strokovni in izpit? sem tam naredil strokovni izpit za socialnega delavca in strokovni izpit za knjižničarja, ne, Višjega knjižničarja? višjega knjižničarja, ker imam pač višjo izobrazbo, a ne. Da. In tako da sem potem, ko sem pa videl razpis tukaj za organizatorja kulturno-prosvetne Dejavnosti? dejavnosti, ja, sem pa potem rekel, to bi pa jaz šel, ne, ampak pol v bistvu z tega kulturno-prosvetnega dela, se pravi iz kulture, ne, kar sem jaz mislil, ni bilo 20 let nič, ne, sem bil pač knjižničar in pol so mi dali mlade. V začetku mi je bilo malo, bi rekel, malo čudno, ne, ker v bistvu jaz sem bil star že takrat 40 let, ukvarjati sem se mogel pa z mladimi pri 14 letih, a ne. Ampak pol sem začel razmišljati, sem rekel pa dajmo nekaj narediti malo drugače, a ne. In sem res delal ta projekt malo drugače, malo poskušal sem to dinamično delati, a ne. Ti si šel na ravni mednarodne, Dušan, ne bodi skromen. No, okej. Daj. Potem je nekako prišel en razpis za neko mednarodno sodelovanje, financiranje, a ne. In smo dobili denar in potem je bilo treba pa zbrati, dobiti, ne. Nismo imeli takrat je glih, se pravi, Jugoslavija je razpadla, nekih stikov ni bilo več, ne, bili smo malo vsi skupaj malo skregani. In je potem bilo treba dobiti Hrvate, pa Bosance, pa ne vem, vse skupaj, no, in Hrvati in Bosanci so se me odzvali. Tako da sem s tem Vinko Bekom sem sodeloval in pa z Bosanci Sarajeva, a ne, so bili in so prišli pač po 10 so jih prišli gor na to delavnice, ne, in tako da, ko sem šel enkrat dol čisto privatno na obisk v Zagreb, bi rekel, so me skoraj nosili po rokah, tako so bili veseli, da sem prišel, ne, to je bilo kar par let je trajalo to zadevo, a ne. Bosanci so mi pa podelili eno priznanje za prispevek, za prispevek k razvoju vzgoje, ne vem, slepih in slabovidnih Bosne. Pač v nekaj ne taka formulacija, jaz sem že to pozabil, ker tega je že. Potem je pa ta projekt se pa kar naenkrat je prišel iz ministrstva, je prišel dopis, da pravzaprav to, kar se mi gremo, to mednarodno sodelovanje, da to pa ni prav, da se to iz njihovih sredstev financira in da tega ne smemo več početi, ne. Zdaj, odkot njim ta informacija, ne vem, nisem nikoli raziskoval, ne, ampak sem pa imel občutek, kako da je nekdo to mogoče malo hotel mi škoditi, ne, oziroma malo tako da, ne vem. Nisi nikdar raziskoval? Ne, nisem, veš kaj, jaz se s takimi stvarmi ne ukvarjam, a veš. Jaz sem, kar sem v službi počel, sem zmeraj počel tako, da je bilo meni fajn. Čeprav ne zmeraj, ampak meni je ta logoterapija, s katero sem se ukvarjal, mi je zelo dosti pomogla, da sem v bistvu v taki tudi slabi situaciji sem našel nekaj pozitivnega zase, ne. Dušan, jaz tega ne poznam, kaj je to logoterapija? Logoterapija je tretja dunajska smer, a ne. Jaz sem bil včasih, lahko povem, da sem bil zelo Freudovec, res iz Freuda, celo tako da sem šel, da sem si sanje stimuliral, tako naprej, da sem pač kao sebe nekako poskušal spoznavati. Potem sem pa na faksu, smo odkrili logoterapijo, to pomeni, to je Frankl je ta psiholog, a ne, ki je v bistvu to logoterapijo začel pisati pred drugo svetovno vojno, dokončal je pa po drugi svetovni vojni in pomeni točno to, kar sem rekel, da je tudi trpljenje je del življenja, a ne, in da pač mora človek najti smisel v življenju in da kljub temu, da ima slabe trenutke, je v bistvu tudi zato nekaj dober in si moraš osmisliti življenje, ne glede na to, v kaki fazi življenja si, oziroma psihični fazi. Mislim, to je... Nacistskem taborišču je bil. Ja, tako. On je napisal, ja, Brane, no, kaj ti povej, no?
Kar govori. Ne, Brane, to je tvoje področje, psihologija je tvoje področje, to boš pač ti, kar Malo povej. več o Viktorju Franklu, ja, gospod To pa imaš. Budkar. Jaz ne vem, če bi zdaj izgubila s tem logoterapijo pa Franklom, pa to ne. V bistvu imam to teorijo izbire, ne? Da človek je odgovoren za to, da vidno si sam izbere ali A ali B. Ne? Da vidno imaš možnost izbire, ne pa se prepustiti usodi, da te kar nese kar samega naprej pač kamorkoli. Ne? To je najbolj tako preprosto povedano, ta Franklova teorija. Ja, Frankl se je vsak dan slišal za ženo, ne, čeprav sta bila vsak v svojem taborišču, a ne, in je na ta način mu je, sam pravi, da mu je to pripomoglo, ne, da je preživel. Dobro, on je bil tudi sicer zdravnik, tako da je imel malo boljšo tretma, ne, v tam, ampak pač v tem smislu je, ne, verjameš v neki, ne. Ja, volja do smisla. Ja, ne. Tako volja do smisla, ja, tako. Pa bi mogoče še povedala, da si ti bil mnoga leta organizator državnega tekmovanja v branju in pisanju brajice in 10-prstnega tipkanja za slepe in slabovidne. A ne? In potem je stekla ideja o tem maratonskem branju brajice in tudi o tem moramo kakšno besedo reči, Dušan, prosim. Ja, to sem prevzel, brajico sem prevzel od Dušana, da smo ga malo razbremenili, in seveda jaz ne bi bil jaz, ne, če ne bi vsaki stvari poskušal malo drugače narediti zadevo, ne. Jaz sem se skozi prizadeval sem, da ne bi bilo to tekmovanje, ampak da bi bilo to srečanje ljubiteljev brajice in sem tudi v tem smislu sem delal, ne. Žal mi zadeva ni čisto uspela, zaradi tega, ker je pač tukaj so problem financerji, ker pač zdaj, če boš šel na financerju, pa boš rekel, mi bi imeli pa srečanje ljubiteljev brajice, ne, verjetno bi mogel pač precej utemeljiti in je lažje utemeljiti tekmovanje kot pa srečanje, ne, oziroma bi mogel malo preč te stvari, no, ampak sej nazivi oziroma tako kot je rekel Shakespeare, ne, temu, čemu pravimo roža, prav tako lepo dišalo bi z imenom drugima, ne. No, in tako je tudi, smo pač delali to kot srečanje, ne, in smo se pač dobivali vsako leto in jaz sem pol uvedel vsako leto gosta. Zdaj moram reči, da Silo Malek mi je priporočal Ifigenijo Simonovič, s katero so pol teh letih postala kar dobra prijatelja, se pač, sicer ona nima dosti časa, da bi se več družila, ampak saj slišiva se pa tako zadevo, a ne. Potem sem imel enega Samirja Sajaka, ki je bil begunec oziroma iz Iraka, je dobil tukaj politično zatočišče, pa ne vem, pa Mirjana Šernekova je bila, pa Tinka Šetina, pa ne vem, še ne spomnim se zdaj še tega. V glavnem, skozi so se dogajali eni gostje, ne, pa Milharčič je bil, ne, pa tako naprej, no. Tako da sem nekako goste uvajal. Trinka, prostilnika. Kaj pa kulturniški vikendi? Ja, kulturniški vikendi. Ja, tudi sem pa kulturniški vikend, sem pa leta 11 pravzaprav ne mogel, ampak sem sam rekel Azri, da bi jaz to imel, po tistem, ko sem je leta, bom rekel, dobesedno vzeli mlade, a ne, ker so pač neki govorili, da bo to malo drugačen koncept naredili in drugače, ne, sem pa rekel, v redu, pa jaz prevzamem kulturo, ne, ker Blaž Mihelič pač ni hotel to več imeti, oziroma ne vem, kaj je bilo, ne, in sem rekel, bom pa jaz prevzel, ne, in sem dobesedno prevzel, tako da dan sem prevzel, naslednji teden je bil pa slikarska kolonija, ne, tako da je v bistvu sem mogel v enem tednu to vse zorganizirati, pa vse stvari. No, potem pa tako nekako sem videl, da se to da delati, jaz ne vem, kaj se je dogajalo pred letom 11, težko rečem, a ne, ampak jaz sem imel nekako občutek, da pravzaprav zveza ni bila glih zainteresirana za to, za kulturo slepih, a ne. In da sem jaz pol začel malo drezati in vse te stvari,
Dobro, zdaj bom spet eno zadevo povedal, ne. Leta 13 sem začel delati gor na ACE-u eno stran za slepe in slabovidne, pa sem imel slika meseca, fotografija meseca, zgodba meseca, pesem meseca, pa kdo je kdo rubriko in tako naprej, ne. Ampak to sem samo eno leto imel, potem je pa to Azra prepovedala početi. Tako da ta moj načrt, da bi naredil eno tako zadevo, se pač ni uresničil, ne. Potem sem pač se bolj usmeril v organizacijo, še te stvari, in tako je pa to preraslo v dneve. Začeli smo se pogovarjati, da bi to cel teden trajalo. V bistvu iz vikenda je prišlo to na 4-5 dni, potem naj bi trajalo že celo 7 dni, tako smo se začeli pogovarjati, no. Na koncu sem šel pa jaz v penzijo, pa zdaj to prepuščam drugim. Lahko pa rečem, da recimo, ko sta prišla pa Matej pa Štefan, je pa kultura, ne vem, sta nekako začutila, da se lahko delamo na področju kulture, pa mislim, da je to kar malo zraslo, in jaz upam, da se bo zdaj to nadaljevalo. Jaz tudi. Ima še kdo kakšno vprašanje za Dušana? Mogoče, Dušan, da bomo prišli iz tega dela na našo petko Zoom kavico, kar imamo tudi danes v planu, da bi ti opisal ta začetek Zoom kavice, pa kako je do tega prišlo, in pa koliko je bilo tvojih Zoom kavic. Ja, to je bilo pa tako, ne. Kaj je bilo? Aprila, maja sem jaz bil doma, ko je bila tista korona kriza. In takrat se je ta Zoom pojavil, ne. In zdaj to je začela, moja žena je začela to, za šolo je to potrebovala, ne. In ker je pač moja žena malo trša, kar se tiče teh novih medijev in teh zadev, saj mogla mi z Joštom pomagati, ne. In to tako, da sem jaz že kar malo po svoje jeze, ne, sem rekel, pa daj, jaz te tvoje Zoom kavice, ne Zoom kavice, te Zoom pa tega, mi gre na živce, ne. No, in ker se zarečenega kruha največ poje, ne. Si pa ti tudi v službi dobil to. Tako, ne, me je pa Boštjan pa Brigita sta me potunkala v to Zoom kavico, ne. Brigita enkrat do mene prišla pa rekla: Dušan, veš, mi bomo imeli pa ene Zoom pogovore. Takrat se je to malo drugače imenovalo. Zmenek? Zmenek, tako, neki zmenki so bili, ne. In sem potem tisti teden, ko je bil teden slepih in slabovidnih, jaz mogel voditi te Zoom kavice, a ne. Mislim, pač te zmenke, a ne. Takrat smo imeli pa še ene 2 pogovora sem imel, ko smo tudi snemali s temi doktorji znanosti. In potem so ugotovili, da pa to pa je dobro, ne. To je pa dobro, in je Brigita bila kar navdušena, da bi to še naprej imeli, in ono tretje, Dušan, pa dajmo, no, in potem smo, bi rekel, prva Zoom kavica je bila v principu, je bila konec junija 20 z Bevkovo, ko smo se pogovarjali, kako pa zdaj v tem koronskem času na dopustu, a ne. To je bila dejansko prva. No, in potem smo pa jeseni, se pravi, mislim, da novembra, smo pa začeli pa z novo serijo, pod novim imenom, ki si je pa spet Brigita naslov zmislila, Petkova Zoom kavica, in mi je dala proste roke, in to sem jaz, ne vem koliko, 3 sezone vodil. Ja. Ne vem, vse skupaj mislim, da jih je bilo 90. 92. 92, no, od tega Nika si jih ti menda 10 vodila, ne? Mislim, da 9. Ali 9, no, okej. Ampak si pa pri v bistvu v zadnji sezoni si bila pa več ali manj zraven. Jaz sem bil pač tisti frontman, ti si pa bila v zadnji, ki si me nekako preganjala, ko meni je že malo... Ti si bil z eno nogo že, ja. Meni je že interes... Jermen dol padel. Ja, meni je že interes v bistvu malo pojenjal, se mi že ni več toliko dalo, ne, ker je bilo tega, ker vsakotedensko priprava na novo temo zahteva kar eno veliko energijo. Tako da sem že tudi zadnjo sezono, pravzaprav niti nisem nameraval več, potem sta me pa Nastja pa Brigita sta me prepričala, da naj še grem še eno sezono, a ne. Lahko pa rečem, da je bilo
mislim, Brane, mislim, da si ti bil največkrat gost, Ja. kot gost kavice, si pa tudi v večino kavicev si pa tudi sodeloval, ne, z Anjo sta bila več ali manj skozi prisotna, tu pa tam sta kdaj manjkala. Novembra te prvi, ne, ko se je to v bistvu redno začelo, ne? Ja, je bil novembra Ja. že 2020, je bil že No. kar Brane But z vodnikom po pravicah in ugodnostih, ja. In potem si bil praktično na vsaki razen, če ni bila res višja sila, ne? Res. Hvala za vsakokratno Ja, in input in prisotnost, ko ste samo poslušalec. In jaz, Dušan, bi vas, ne Dušan, Brane, bi vas tudi prosila, da če smatrate, da morate biti slišani, da vas mi slišimo, prosim, da mi sem javite na e-mail in bova imela za naše poslušalce in gledalce oziroma uporabnike že takoj lahko kakšno Zoom kavico. Že imam idejo za to prvo, potem, ko bomo prišli na... Super. Jaz imam pa vse skozi, si pišem zadeve. Super. Bomo že kar s tem začeli. Jaz mislim, da, Dušan, jaz mislim, da bi lahko že začeli z predlogi in česa želimo, česa ne, oziroma vi, razen če bi še kdo kaj Brešarjevega Dušana vprašal, na dan z besedo. Jaz vas na koncu samo lepo pozdravljam, ker sem prišla. Zdaj ste prišli, gospa Biserka. Dober dan. Dober dan vsem. se ure pa že res, 11. Ja. Preč. Ja. Tako da, Brane But, kar izvolite mi povedati, da si jaz pišem. Okay. Najprej, Dušan, tebi velika zahvala, poklon in sopriznanje za tvoje dosedanje vodenje Zoom kavic, ker si se dejansko vsakič, če tu si rekel, da ti je proti koncu manjčkim začelo popuščati, ampak za vsako petko Zoom kavico si se res pripravil, preštudiral stvari, odlično si vodil, tako da res sopriznanje pri tem tvojem deležu oziroma vlogi pri Zoom kavici. Mislim, da se vsi celoti niti ne zavedajo tega tvojega pomena pri naših teh petkovih Zoom kavicah. Potem nadalje, glede tega, kot te je Darinka tudi pohvalila, jaz bi rekel, da si z enimi besedami, pa mislim, da se niti ne zavedamo, kaj ko si rekel, da si sebi dal največjo pohvalo. In sicer, ko si rekel, da so te kot ateista sprijeli v cerkvenih krogih. Mislim, ti bom povedal, to je najpomembnejše, ker bom namenoma uporabil ta izraz katoličane dobre volje, ker vsi katoličani, če se zgostiti, niso dobre volje, ampak za katoličane dobre volje je veliko važnejše, kot pa kdo veruje ali ne, katere veroizpovedi je, kakšnega svetovnega nazora je, ampak da je, najbolj preprosto povedano, dober človek. To je najvažnejše, kot pa vse drugo, tisto, kar sem prej naštel, in s tem si dal o sebi tudi največji kompliment. Če bi imel časa, bi šla o tem, kak primer povedal, pa mečken bolj na široko obrazložil. Kar se tiče za naprej, pa takole. Škoda je, da bomo imeli samo enkrat na mesec, pač to se zdaj ne bom spuščal. Bi pa jaz predlagal, da tako smo prebrali, da ni zadnji petek v mesecu. Ne? Zadnji petek v mesecu je velikokrat pred praznikom, ne vemo, kak bo za nov let, kak bo za 1. maj in tako dalje, tako da je zadnji petek je vprašljiv. In pa tudi težko je šteti za naprej, ali to 4. ali 5. petek, v katerem mesecu, tako da bi se na pamet lahko si rezerviral, ta petek je praktično zelo, zelo težko. 1. petek v mesecu je pa tudi zaradi teh praznikov velikokrat vprašljiv, tako bi jaz predlagal, da bi se dobili vsak 2. petek v mesecu. To je najbolj enostavno. Predlog, ja. Enostavno tudi vnaprej veš, na pamet, kdaj bo naslednji 2. petek v naslednjem mesecu, tako da bi predlagal, da si izberemo ta datum. Kar se pa tiče tega prve ideje, pa bi imeli 2. petek v oktobru, bi spet jaz kar sebe predlagal, da bi imeli 2 stvari, kar so spet izredno široko zanimivi. Eno je zakon o
dolgotrajni oskrbi, Ja. smo uspeli ohraniti dodatek za pomoč in postrežbo, ampak je pa kriteriji dostopa do dolgotrajne oskrbe za slepe so pa zelo, zelo vprašljivi in tu se zdaj naprej borimo, da bi bili tako oblikovani, da bi imeli tudi slepi pravico do dolgotrajne oskrbe. To je ena izredno aktualna zadeva. Druga pa v tem času je v javni razpravi zakon o osebni asistenci, ki marsikaj na glavo postavlja, kar je bilo do sedaj v javnem zakonu, ne bi zdaj razlagal, kaj vse, ampak in pa tudi razprava o predlogu zakona o osebni asistenci je od 15. septembra do 15. oktobra. Teda drugi petek v oktobru še to pade noter. Jaz bom o tem lahko zelo bolj podrobno povedal, ker že imam ga predelanega, sem že napisal tudi svoje pripombe, ki bom po večjih. Drugi petek, to je 13. petek, pol. Ja, Tako. Tako. Prav? Pa da imamo ta zakon o dolgotrajni oskrbi, pomeni za slepe, Pa zakon o osebni asistenci. zakon o osebni asistenci, ja. Sem vse pribeležila. Predlog zakona o osebni asistenci. Ja. Po podrobnosti še pa kaj, po telefonu si povedala. Zelo, zelo je bilo zaželjeno, da bi en tak sistem informacij bil pravočasen za te petkove zunkavice. Ja. Tisti duš naprej nam po neki svoji mejnih listi nam pošiljal. To za današnjo je pa včeraj bilo poslano, dan zjutraj smo z mojo asistentko prebrali informacije in smo dan zvedeli, da je danes zunkavica. Kar bi vsaj en teden prej bil nek opomnik, poslan po neki mejni listi, kakorkoli. Aha, vi niste dobili v ponedeljek iz tajništva maila, da bo danes kavica? Samo od celjskega društva informacija. Aha, ok. Da bi en tak sistem bil, da bi pravi čas dobili. Kakorkoli že. Ja, ja. Toliko na kratko. Hvala. Hvala. Tukaj je pa dobro, bi bila mogoče, če se pa določijo datumi vnaprej, ali ne? Vsak Ker dobi mi smo... misel. Je najbolj enostavno. Ja, zato, ker pol imamo mi pa predvidenega 29.10. Zadevo, ki še ni bila najavljena seveda, ampak je v pripravi, ker bomo predstavili ta projekt promocije slovenskega jezika in brajica in ta datum je tudi že, ne? Zdaj imamo 2 oktobrska Zoom dogodka. 29. je od nedelja. Ne slišim. To je bilo predviden zadnji petek. Ja. Sem ne strani mene, a ne, ampak strani zveze. No, to je zdaj dogovor naprej, da se dogovorimo. Kdaj je bilo 29. novembra? 27.10. Se bi lahko potem drugi petek v novembru. Še dovolj časa za spremembo dogovora. Aha, prav. Pa drugi petek v novembru, da začnemo. Ne, drugi petek v oktobru bi začeli. To že. Ampak pol 27.10., ker ta datum je prav namenoma bil izbran strani zveze. Najbrž veste, zakaj? Ne? To je nas malo poučila gospa Nastja. Sem trenutek. Prekita. Jaz tukaj predlagam, tisto srečanje, ki naj bi bilo planirano za naslednjo Zoom kavico, je lahko izven Zoom kavic, ki se bojo sicer izvajale, zato ker je tako vezano na projekt Brajice. V redu. Potem bo pa res lahko zalaufalo vsak drugi petek. Če je to zate sprejemljivo. Tako. Jaz se bom potrudila, da bo sprejemljivo, ampak mi je ideja o tem, ker mi je bilo razloženo, zakaj je zadnji petek težek, a ne, za biti prisoten. In ja, jaz želim, da smo slišani pa videni in ja, jaz bom pripravljena za drugi petek vsakič.
Tako. Ja, komot. Tiste pa izredni izum, a ne? Tako, Odlično, a ne, in je Super. želja, da bi ljudje lahko dobili informacijo o projektu Brajica, ki se bo takrat zaključeval. Zato je tisti datum določen. Hvala, Brita. Dobro. Evo, Brane, vse sem zvedla in zalaufali bomo tako, kot je bil predlog, drugi petek v mesecu. Pravočasno boste po adremah vsi obveščeni, ne samo prek MDSS-jev, to vam zdaj rečem. Prosim, še kakšne stvari, če mi poveste, s temi boste zelo v pomoč, pa vsem mojim sodelavcem. Mi smo dobili obvestilo v torek zjutraj, nam je pisarna poslala, zveza poslala za kavico, tako da smo bili včasih večkrat obveščeni, ker nam je še Dušan pošiljal, pa skratka, kaj se je zgodilo, da sem 3-krat dobila. A je to moteče ali je dobro? Ne, Je dobro. Tudi Ja. to pot, ko je bilo v torek, je bilo še v redu, a ne, tako da. Okej. Nekaj sem pregledovala, kdaj pa je res bilo samo 2 dni do dogodka, ne? Kdaj je bilo prepozno in človek, če dobi nekaj v sredo, težko bo za petek lahko na enem mestu, ker je imel že predhodno svoj urnik, a ne? Ja. Ja, prepozno ne sme biti več. En teden prej je dovolj, ne da? Ja. Ja, tako, ponedeljek, če se javi. Ali pa ponedeljek, ja. Tako. Še kakšna stvar, prosim, A bo to objavljeno tudi? na spletni strani, ja. Ja, bo, ok. Bo, Hvala. prosim. Še kdo, kaj, prosim? Jaz samo pišem. Zdajle imam pa jaz tukaj en namig, da se pa Dušan Brešar bi poslužil še ene svoje pesmi in bi celo on sam prebral. Dušan, prosim. Ja, no, dobro. Ne, glih sem se spomnil, ko je v bistvu super. Darinka je eno prebrala eno staro, jaz bi pa eno novejšo Ja, prebral. Mislim, da je res ena med zadnjimi. a ne. Je pa tako, no, se pravim, že človek se, ko je že človek star, pa še že malo poslavlja, pa potem sem napisal eno pesem z naslovom Volare. Gre pa takole, konec je. Končano je življenje. Zveni tako preprosto, znano. Letni čas, vreme ni pomembno. Bolečina, žalost, vedno sta enaki. Oči iščejo nebo, a srce je v prahu, zakopano. Toliko je upanj zdaj odletelo, razmišljaš, kaj vse bi še morala storiti, a toliko desetletij sva imela na razpolago. Hvala. Lepa. Zelo lepa. Vse je minljivo, ne da? Ja, Ja. da sem malo zatežil. Vsi tukaj prisotni, povejte. Ja? Nekaj sem prej tu zavozlal, da se nismo mogli slišati. Prej sem še niso hotel končati, ne? Ajde. Da vsak petek ni bilo pomembno, ker je bil na petek, ne? To smo vedeli. Ker smo vsebino za dan zavedeli, ni bilo nič tako hudega, ne? Zdaj, za prihodnjič bo to važnejše. Je pa nujno. Eno zadevo, če bi na začetku, posebno za nas slepe, ne? Če bi na začetku, ko se začne naše srečanje, dobili informacije, koliko je nas prisotnih. Aha. Danes ne vem, ali smo 3 ali nas je 30, ne vem, ne? Zdaj? Ne vidim pa tega podatka na ekranu. Mislim, da 13 nekje zdaj, ne? 13. Zdaj 12, prej pa je bilo Predhodno je bila 13. taka Ja. informacija na začetku podana, ne? Prav? Ja. Ja, jaz sem še prišla zraven na koncu. Ja. 13 nas je bilo največ, Tako. potem je eden šel dol, potem pa je bilo en čas 12. Hvala. Izgleda, da sta šla 2 dol, ker če je Bisarka zdaj za 12, a ne, pa da jih je bilo že pred njo nekaj časa 12. Da. Brane, bomo to na začetku vsakič naredili. Prav. Danes. A lahko, samo jaz prosim, en kratek povzetek, bi rekla kot kazalo, kaj ste dali vse skozi, ko mene ni bilo. Jaz Danes? sem zelo zvesta pri teh kavicah in
Se tudi zahvaljujem Dušanu pri vodenju, čudovito je znal povezovati, voditi in upam, da bo še z nami kar naprej. Absolutno. Če No, bom evo, le jaz sem zelo utegnil. vesela. Ja, res. Da na kratko povem, najprej je bil uvod, ki ga je pripravila Brigita Kosjeva. Povedala je, da se zadeve bojo malo spremenile z današnjim dnem. V nadaljevanju je govorila z menoj, kratek intervju so imeli, približno 20 minut je trajal. Jaz sem povedala neke stvari o sebi, o moji osebnosti, o mojem življenjepisu, potem pa sem začela jaz pogovor z Dušanom in sem ga skušala čim bolj vam pokazati, ker on je res en človek, ki je preveč, za moj okus, preveč modest. Ne znam po slovensko. Skop, kadar treba opisovati sebe, a ne, skromen, ja, hvala. In sem skušala ga čim bolj vam odpreti, oziroma da se odpre, a ne, in sva v bistvu, Dušan, mislim, da greva proti nekemu rekordnemu času predstavitve pa intervjuja, in to mi je zelo všeč, da sem jaz lahko iz tebe vrtala, a ne, ne samo, da sem vrtala po spletu pa po nekih drugih verih, ampak da sem lahko tebe presenetila z vprašanjem. In gospa Biserka danes je nekako čast oziroma Zoom kavica bila v čast Dušanu Brešarju in večino časa sem želela, da on govori o sebi, ne pa da samo jaz nekaj govorim na pamet, kar sem si prebrala, ampak da vidimo, da se ne motimo, kdo, kaj je on, in on pač tak človek, ki je Brane But rekel, dober človek. In ja, jaz tudi, Dušan, želim, da si dolgo še z nami, med nami, in da je to za nas tvoj da boš rekel da bomo veseli. Je v redu, no, sej lahko pa še se mala konkurenca Branetu, ne, pa mogoče se še dobimo, kdaj pa naredimo razumem, največkrat Brane, pa še Brešar. Dobra. Ne, mislim, zdaj, ko nisem več službeno, ne, bi pač mogoče malo konkuriral Branetu, pa bi imel še kako kavico, recimo na kako temo zgodovino slepih, pa teh mojih odkritij. Ja, mene tudi vse to zanima. To bi bilo mogoče malo zanimivo, ne, ker v bistvu zdaj jaz vrtam v te manj znane ali pa bi rekel v podrobnosti zgodovine, ne, slepih, ker generalno je tako poznamo oziroma poznate, ne, so pa kakšne zadeve, ko pa recimo je manj znano, ne, in jaz se glih v to usmerjam, ne. Tako da pa pač... Da ne boš rekel, Dušan, da jaz tega nisem vedel, ker jaz sem to posneto. Ja. A veš? No, v redu. Ni problem, no, se pravim. Hvala. Se pravim, jaz sem sicer res, da sem v penziji, ampak če kdor karkoli rabi, ne, kaj sem tako uslugo od mene ali karkoli, mislim, ni problem, pokličite. Pa z veseljem pridem, ne, pomagam in tudi tepnika, če boš rabila za vse te stvari, tako da. Pa Brigiti tudi, se moram Brigiti maščevati, ko me je potunkala v Zoom kavico. Tako da zdaj ne vem, a smo danes mi pri koncu, smo prišli do konca. Brigita, kaj meniš? Hotela sem samo še reči, da tale zadnji del Zoom kavice, Biser, ki sem želela dati pojasnilo, je pa namenjen temu, da se zberejo želje oziroma potrebe udeležencev Zoom kavice. Tako da tukaj je tudi še vedno prostor še za predlaganje še kakšne ideje. Nekaj jih je dal že Brane, pa zdaj tudi ti, Dušan. Ampak ja, pač mislim, da si Nika zares želi, da bi Zoom kavica bila čim boljši odgovor na tisto, kar rabite udeleženci Zoom kavice, in da bi bila zanimiva čim širšemu krogu ljudi, no. In dostopna, tudi časovno in tako. Če je potrebno, bomo pripravili, ne vem, anketo, če mislite, da bojo ljudje več imeli možnosti izpolniti anketo, kakor pa zdaj dati nam odgovor, ne, ker nas je samo le 12, ne?
Ja, saj se bo kdo pridružil, pa bo še lahko vedno dal Sem sekundo. kako točko, kako zanimivost, če ga zanima, se še vedno lahko zraven dopiše, a ne? Ja, ampak to je tako. Če mi danes smo dogovorili en datum z bratom Lutom, ne, imam jaz danes časa točno toliko dni, a ne, da se pripravim na tematiko. In je tudi dobro, česa vi želite več, da se jaz posvečam več temu, a ne, česa manj, ali pa česa sploh ne, to bi mi mogoče tudi z anketo lahko dosegli te zadeve izvedeti. Ne vem, povejte. Jaz vse rada poslušam, kar je na Zoom kavici. Ja, jaz pa Dušan sva se trudila, da sva imela ne samo debate, teme zanimive, ampak tudi goste, ne? Ja. Midva sva predebatirala najprej, cel koledar je bil že avgusta sprejet, kaj se bo oktobra lansiralo, a ne? Ker so bili prej vsak teden petkove Zoom zadeve, ne? In sva morala res imeti in potrditve gostov, a ne? In vse pravočasno naštudirati. Zdaj, če bo to vsak drugi petek, ok, bo manj, se pravi manj ljudi, manj gostov, ampak naj bojo pa kvalitetne, ne? Tudi kvalitetne, ne samo, da bojo, kako naj rečem, če tudi je manj petkov zdaj, je en sam, mogoče ne bomo dobili tistega človeka, ki ga skušamo, oziroma ki rabimo njegovo potrditev, od intervjujev recimo, ali pa da ne bo dovolj časa za raziskavo, ne vem. A se slišimo? Ja. Jaz mislim, da vam bo vse lepo uspelo, ker do zdaj ste tudi tako lepo vse si zamislili, vse je lepo steklo in ste bili bolj obremenjeni vsaki petek, zdaj boste imeli mogoče malo več časa. Ne vem, ker prej smo bili le dva, ne? Ja, tako, saj bo. Se slišimo? Ja. No, naj se še jaz oglasim. Dan. Jaz bi imel en predlog in sicer Prosim. zdaj, dobro, zdaj, če koga to zanima, ne vem, ampak mogoče pa bi, no, kakšnega predavatelja v vesolju pa planetih pa kaj takega, če bi se dal dobiti. Ne vem, pač, to je moj predlog, no, to mene v bistvu najbolj zanima, zdaj, če še koga, tako, to bi bilo to. Vem za enega zagotovo, pa ga danes ni z nami, to bi bil Dino. Ja, teme, seveda, vse je odprto, zato je to, spodaj bil sicer napačen mail od Luke Pavlina, lahko meni pošiljate kar direktno, nika.pajek, pa ista domena, zvezaminukslepih.si. No, bomo tja poslali. Bomo to v nadaljevanju tudi popravili v vabilih, bo zdaj moj e-mail naslov, ne pa od Luke, velja? Ok. In tam vse kritike, predloge, vse pošiljate, kdorkoli, ne samo Jurči. Morda samo tole, a nima zdaj en dan na Golovcu, da ima Aksinja za sklepin stvar? Ima prav, ja, ima. Ne? Tudi Dušan najbrž pa ve točen datum. Je Z imela, astronomom, ali je že to bilo? je bilo že, ja. Mislim, da sem prejšnji teden zasledila na Facebooku. Nekaj je bilo, nekaj stipanje zvezd. Ja, to smo pa že imeli maja, kdaj, ne Mislim, maja, kdaj je v bilo. knjižnici, ne, V knjižnici. še gor na Golovcu govori Brane. Ja, Kad je bilo, ali bo? No, ja, mislim, da je bilo prejšnji teden. Vidiš? No, ampak se lahko ponovi, sve ni problem. Ja, ni problema, ker na Golovcu nas ni bilo, tukaj pa bomo, ne? Ali je to za danes? Povejte. Mislim, da je. Smo izpeli se. Dušan, hvala za čisto vse, kar si nam danes povedal, zaupal. Hvala za poezijo. Jaz ti želim, da se ne pozabi
na ljudi, ki smo bili čist kratek čas s tabo, ampak bi pa imeli še kakšen čas s tabo, no, to sem jaz, ne, o sebi govorim. To je to, hvala vsem, da ste si vzeli čas tale petek in kot je rekel Brane But, mi se vidimo v Zoomu 13.10. ob 10. Tako. Hvala lepa. Lep Nika, dan. hvala tudi tebi, da prevzemaš Dušanovo delo. Hvala. Hvala. Hvala vam. Hvala, srečno. Adijo. Dio. Hvala vam, Dio. Čau, Dio. Dušan. Dio. Čau.